Zdaj, za uvod jaz predstavil sogovornike, gospod Peter Vosner iz Ministrstva za razvoj, kratko povedano v redu, gospa Perčej Temeljotov iz Leka in pa naš dekan Fakultete za elektrotehniko Igor Papič. Gospo Ino Petric pa si poznate. Ne vem, če boste kaj za vod povedala, predno jaz dam še nekaj vsebinskih poudarkov. Samo toliko, seveda dvorana ni polna, ampak kljub temu pomembno je to, da se boste potem od tu do večnosti lahko gledali na socialnih omrežjih, klikali se bojo, šerali, tako kot se reče, ne? In seveda moram reči, da tu je definitivno kar precej odziva. Tako da glede teme, ki smo jo pa danes zastavili, kakšno znanje potrebujemo, lahko pa kakšno znanje pa že danes rabimo. Tako, gospod rektor. Hvala lepa. Torej vsem lep pozdrav na tem posvetu. Zdaj za uvod bi jaz rekel naslednje. Vprašanje tega pogovora je zmerom odprto, zmerom na novo, zato ker se okoliščine tako hitro spreminjajo, da zmerom znova terjajo tudi nove odgovore. Tako da ni enkrat za vse mogoče reči, kakšno znanje nam je potrebno, ne glede na to, kdo si to vprašanje zastavlja. Zdaj, z vidika institucij znanja, ki naj bi znanje ustvarjali in ga prenašali naprej na študente, na druge uporabnike, je seveda tak odgovor najbolj nekoliko drugačen kot z vidika zvanih bolj neposrednih uporabnikov, kot so industrijska podjetja in druge organizacije, ampak moram kar takoj dodati, vsaj izrazim svoje videnja, da se te meje med zvanimi institucijami znanja in podjetji, s tem, ko prehajamo v višje tehnologije, zmerom bolj brišejo in je težko pravzaprav to ločnico, kot je bila včasih vzpostavljena, še naprej držati. Zdaj, če bi poskušal odgovarjati z vidika institucij znanja, bi rekel, da je najpomembneje najbolj razmišljati z vidika tega, kaj so tisti vzgibi, zaradi katerih te institucije pravzaprav so motivirane, da znanje iščejo, da ga poskušajo na novo ustvarjati. In tukaj bi izpostavil vsaj tri take vzgibe. Prvi je čista neinstrumentalizirana raziskovalna razvednost. To je tisto, kar poganja naprej znanstvenike, raziskovalce, ki se ne sprašujejo o konkretnih učinkih, aplikacijah. Ne vem, če je ta pravi primer, ampak glede na moje poznavanje stvari, kakšno raziskovanje vesolja, raziskovanje delcev in tako naprej, morda primer za to direktnih učinkov nihče ne pričakuje, je pa zelo pomembno iskati odgovore na vprašanje, recimo, kaj smo, kako smo se pojavili v tem prostoru, ki ga niti ne znamo dobro dosituacirati z vesoljskega vidika delanja. Drugi vzgib je seveda odgovarjanje na pereče družbene probleme, vprašanja, teh je zmerom več kot kaže. Če začnem z vprašanjem migracij, ko je tako bolj poslovno vprašanje, pa seveda vprašanje okolja, zdravja, energije, vsa ta vprašanja, ki izzivajo resnice raziskovalce, da se potem lotevajo posameznih problemov. In morda še tretji vzgib je pa to neposredno povpraševanje po nekem znanju na teh institucijah, ko gre za iskanje sodelavcev, sodelovanja strani industrije in drugih organizacij, ko je treba nek razvojni problem razrešiti. Zdaj, ne glede na to, po kateri poti gremo, zmerom je odzadaj neka potreba, ki bi jo radi zadovoljili.
Je pa res, da se najbrž tako pridobljeno znanje po stopnji uporabnosti, glede na te različne poti, nekoliko razlikuje. In res je seveda pa tudi, da se mnoge tako zvane neuporabne raziskave in njihovi rezultati pokažejo kot uporabni šele mnogo kasneje, pa tisti hip, ko pridemo do rezultatov, če pravzaprav ne vemo, kaj bi z njimi. Danes smo pred izzivom, ko si želimo razvojni preboj in ko iščemo znanja, ki bi nam pri tem pomagala, skratka bolj uporabna znanja. In moje prepričanje je, da institucije znanja razpolagajo z obilo tudi takega znanja, ki ima razvojni potencial. To smo vsaj za Univerzo v Ljubljani lahko trdim, ugotovili tekom preteklega leta, ko smo mapirali znanje na univerzi in ko smo prišli do identifikacije preko 30 razvojnih skupin, kjer obstaja znanje, za katerega sodimo, da ima razvojni potencial, da ga je mogoče spraviti v uporabno, tržno, konkretno uporabno obliko. To, kar pa smo v preteklosti vsi pogrešali, pa so bili sistemski pogoji, so bile sistemsko podprte povezave med institucijami znanja na eni strani in pa uporabniki znanja, gospodarstvom in drugimi organizacijami na drugi. In verjamemo, da samo take povezave lahko potem tudi ovrednotijo neko znanje kot bolj ali manj uporabno, ker brez tistih, ki imajo izkušnje v poslovnem svetu, zelo težko pravzaprav na koncu ugotovimo, ali to znanje, do katerega se prihaja, da nimo tisti prvi poti zaradi gole radovednosti ali pa tudi po drugi, ko gre za temeljne raziskave, brez takega vrednotenja težko seveda ugotavljamo, do kakšne mere je to znanje mogoče spraviti v uporabno obliko. Zato seveda močno upamo, da bo program, kot se zdaj je izoblikoval in kot bo stopil veljavo, program pametne specializacije odigral vlogo povezovalca med nami, se pravi med gospodarskimi organizacijami, drugimi organizacijami in univerzami, inštituti in tako naprej, pa naj gre za take oblike, kot so predvideni SRIP-i ali za konkretne razpise ali še kaj drugega v tem programu kot povezovalni element pravzaprav najdemo. In tudi iz tega razloga smo nekateri partnerji iz institucij znanja pa iz gospodarstva ustanovili Slovensko inovacijsko stičišče, ki ima pravzaprav zelo podoben namen, da bi povezovalo partnerje pri iskanju dobrih projektov, ki bi omogočili, da se po eni strani znanje, ki je na razpolago, udejanji v teh projektih v poslovni obliki in da bi seveda hkrati pomagalo pri razvojnih korakih posameznih podjetij. Skratka, če jaz zaključim, ker da ne bom predolg, potrebujemo po moje oboje tisto znanje, ki ga imamo na zalogo, za katerega še ne vemo natančno, kaj bi z njim, ampak potrebujemo pa hkrati tudi to uporabno znanje. In samo z intenziviranjem interakcije med temi institucijami, znanja na eni strani, kot jim pravimo, in gospodarskimi drugimi organizacijami na drugi, lahko vsi prispevamo k temu, da bo tega znanja več in da bo stopilo v tisto funkcijo, ki si jo vsi želimo, da nam pomagalo pri nadaljnjem razvoju. Toliko za začetek. Ja, zaradi tega ste rekli, da na zalogo ne bo najbrž v prihodnosti prišlo v nič, ne? Ampak gre pa za naslednje, ne? Kot smo rekli, da se tako znanje oziroma vprašanje, kakšno znanje potrebujemo, pojavi
posamezniki ali v določenih skupinah. Ravno tako recimo v laboratorijih, na inštitutih in tako naprej. Seveda, pogosto pa odgovor na to, ali pa smiselnost tega, rabi nek zunanji impuls. No in kot kaže, tako kot ste rekli, je ta zunanji impuls zdaj v zadnjih mesecih prišel morda s projektom pametne specializacije, pa tudi slovenskega inovacijskega stičišča, kjer pa me zanima takoj dr. Vostner, vi ste koordinator tega pametne specializacije, me zanima, ste se vi spraševali, ko ste oblikovali z vašo skupino ta projekt potreb, kaj sploh imamo mi na razpolago, kakšno znanje, da lahko vstopi recimo v izvrševanje teh projektov. Ja, lep pozdrav, absolutno. Jaz sem z ekipo vstopil v to zgodbo marca lansko leto in smo imeli 2-3 tedne, da postavimo koncept. In ena izmed prvih stvari, ki smo se jih lotili, je bila, kaj v bistvu narediti s človeškimi viri, ki jih kot ekonomist če človek pogleda raziskave, ki ti pojasnijo, ki ti poskušajo pojasniti, kje se dogaja ekonomska aktivnost, kar bi radi videli, dobiš odgovor, da Slovenija, kakršna je, lahko stavi samo 2 karte, ena raziskave in razvoj, in drugo je znanje, tretje možnosti praktično ni. Vse je fajn, da smo krasna država, pa da lepo zgledamo, pa zaradi tega ne bomo imeli standarda, kot bi ga radi imeli. Tako da mi smo, čisto plastično ilustriram, takoj na začetku, ko smo razvijali koncept, se začeli z par debat smo imeli in tisto, kar je bilo za nas zelo pomembna stvar, je sporočilo, ki sem ga jaz takrat dobil, je, da predvsem ljudje, tudi na inštitutih, ne samo v podjetjih, so dali predvsem komentar, da ni problem to, kar ljudje vejo v tem smislu vedenja posameznega znanja, tehničnega, takšnega. V smislu manjka, da se premalo ukvarjamo s tem, kako se znajo ljudje obrniti, kako imajo odprte glave, kako so podjetni, kako so ustvarjalni. Ta element v bistvu, kakšni so ljudje po karakteru. Mislim, da ste bolj vlada ljudje, ki ste tukaj neke kompetence. In ta del se je meni zdel tisti, ki ga recimo... Spravi, ta komunikacijski kanal je na nek način... Ne gre za komunikacijo, gre za to, da praktično človek se vzpostavlja skozi celo verigo. Da vam ilustriram, kaj smo potem naslednji korak, ko je bil, ko smo se znotraj med ministrstvi pogovarjali, jaz seveda nisem iz resorja, ki je pristojen za izobraževanje in visoko šolstvo, to je seveda MIZŠ. Ampak mi smo z njimi povabili na debato vse generalne direktorje od visokega šolstva do predšolske vzgoje, do vrtcev. Z logiko, da če se gremo resno inovacijsko državo, potem moramo razmišljati o tem, kakšni bodo ljudje, ki bodo prišli iz izobraževalnega sistema čez 15 let, če pa hočemo, da so te inovativni, da se znajo obrniti, potem moramo pa začeti delati v vrtcu. In hočem samo ilustrirati to debato, kako smo pravzaprav, če se gremo resno zgodbo, moramo razmišljati na dolgi rok in če razmišljamo na dolgi rok, bomo začeti delati z otroci, ko se pravi, ko so mečkani. To hočem ilustrirati, da danes, ko googlaš in imaš takoj tehnični odgovor v tem smislu, ampak odprta glava, da to je neka karta, na katero mislim, da Slovenci da že imamo primerjalno prednost, tudi ko se pogovarjam za kolege raziskovalci, primerjali z drugimi tudi kontinenti, kjer so ekstremno specializirani. Ta naša odprtost, da se moramo biti malo sposobni ukvarjati z različnimi stvarmi, govoriti za posameznega raziskovalca, to je neka naša prednost, ki jo moramo hočem pa ilustrirati, to, da je tisto, da je ta segment, torej skozi pametno specializacijo, mi seveda nimamo ambicije naslavljati celotne izobraževalne sfere, to so seveda tudi drugi dokumenti, ki so na to vezani. Hočemo upozoriti na ta vidik, ki se mi zdi bistven. Eden je ta, kar se dogaja znotraj izobraževalnega sistema in to smo eksplicitno potem tudi postavili kot vidik, ki ga moramo bolj sistematično nasloviti. Tle se že dogajajo konkretne aktivnosti, kaj in na kakšen način znotraj celotne izobraževalne vertikale promovirati te vidike. Druga je pa to, kar ste rekla, identifikacija področij, kjer smo primerjalno močni. To pa mislim, da je bila ena izmed glavnih dodanih vrednosti, glede na komentarje, ki ste jih dali, si domišljam, da celo uspešna, v smislu, da tukaj pa moramo enostavno biti sposobni stopiti skupaj in se v vseh stvareh ne moramo biti najboljši.
Danes pa velja, pač, če si dober, ni več dovolj dober. To velja, pravzaprav čisto vseeno se ukvarjajo z balinjanjem ali z tehnološkim razvojem. In to mislimo, da smo naredili. Izziv tega procesa identifikacije teh, kje smo potencialno najboljši, je pa ta, da ti nobena klasifikacija statistična ne ustreza realnemu življenju. Zaradi tega moraš spodbuditi, ustvariti okolje, preko katerega se ljudje med sabo pogovarjajo in v tem vidim pa največjo dodano vrednost, da je do tega prišlo. Povezave so že obstajale, če jih ne bi bilo, potem ne bi mogli mi iz tega štartati z nič. Te povezave so obstajale, kar smo mi prinesli, da smo jih dodatno spodbudili, ukrepili in zdaj poskušamo na to jih ukviriti v nek sistematičen okvir, tudi z vidika razvojne politike države, da se zagotovimo neko stabilnost. In če nam to uspe, skupaj, govorim za podjetja, institucije znanja in državo, potem sem zelo optimist, kar se tiče prihodnosti te države. Ja, profesor Papič, vi prihajate z tehnične fakultete, to je elektrofakulteta na Univerzi v Ljubljani. Kako se univerza oziroma fakultete, kako so se odzvale? Kakšne so vaše izkušnje? Najbrž seveda za vašo fakulteto, potem pa tudi najbrž imate kakšne povezave ali pa mnenja z vašimi kolegi, drugimi. Mislite v kontekstu pametne specializacije? Ker to, če govorimo o tem, kakšno znanje potrebujemo, kaj lahko vi v naboru vaših vsebin imate in kaj lahko potem ponudite ali vse in še več? Jaz bi mogoče za začetek omenil predvsem to, mi smo tehniška fakulteta, se pravi, smo tisti direktni prenašalci nekega bazičnega znanja iz čistega naravoslovja, fizike, kemije, tudi matematike, ki se bolj prenaša v neke tehnologije in pa končne produkte. Naša fakulteta je tradicionalno izredno močno povezana z industrijo, ne samo slovensko, ampak mednarodno. In te zgodbe, ki so se začele, mogoče še malo prej, jaz mislim, da prvi koncepti so se pripravljali že bistveno pred marcem lani, več kot 1 leto nazaj. Nekateri kolegi iz strojne fakultete, mi smo vedno zagovarjali tezo, da ne more univerza diktirati zdaj, kjera so tista prioritetna področja. To mora biti pogojeno z močno industrijo, ki jo imamo. Ne? Je pa dejstvo tudi to, da je težko v Sloveniji govoriti, da ena industrija v celoti pokriva določen segment. Ne? Mi dejansko iščemo tudi pri velikih podjetjih neka nišna področja in naša teza je bila seveda zmeraj to, da moramo v sodelovanju z industrijo iskati tiste priložnosti in potem mi se prilagajati industriji. Nekateri so pa tudi na univerzi, se mi zdi, da je bil včasih pristop obratno, da bo univerza začela diktirati, kaj se bo razvijalo v Sloveniji. Načeloma ja, če imamo industrijo. Samo sprašujem vas pa, lahko potem gospodarstvo vam diktira, kaj se mora dogajati na univerzi ali pa recimo posamezni fakulteti? Glede na to, da smo mi tehniška fakulteta in se delujemo z industrijo, seveda se moramo mi z našim znanjem prilagajati potrebam industrije, če želimo direktno sodelovati v tem prenosu tehnologije. In seveda, če so kontakti vzpostavljeni, gre tudi za to, da mi lansiramo ideje industrijskim partnerji v industriji pa seveda potem sami ocenjujejo, kakšen je tržni potencial določenih stvari. Mi smo seveda razvijalci določenih rešitev, nam pa seveda primanjkuje znanja z področja ekonomije, prava, treba oceniti tržni potencial določenega produkta in če se to ne počne skupaj z partnerji, ki to vsak dan počnejo, se pravi industrija, potem bomo tudi mi zelo hitro zaplavali kam. Ne ozirali se na to, da je tudi družboslovje, tako imenovano to, kar se zdaj omenja, pri nas dokaj močno in lahko vstopa noter. Ja, primarno seveda govorimo o tehničnih inovacijah. Jaz bi tukaj tudi en komentar enega direktorja elektropodjetja velikega v Sloveniji prišel na fakulteto in smo se spraševali, oziroma on nas je nekako hotel spodbuditi, da bi mi dopolnili naš program študijski. Ni nam očital nič v smislu, kaj primanjkuje inženirjem z področja elektrotehnike. Želel pa je, da so bolj inovativni, da so bolj kreativni, da imajo ta mehke veščine in pa predvsem je dobesedno rekel, naučite jih, da bo razvijali tisto, kar bomo lahko prodali, ne pa da razvijajo vlastno veselje, ker mi inženirji se včasih
zelo hitro zgubimo, ne, in razvijamo stvari, ki mogoče so zanimive za nas, ne, za kakšen trg pa najbrž ne. Tako da brez tega zelo tesnega povezovanja med fakulteto, konkretno v našem primeru fakulteto za elektrotehniko in pa industrijo na tem področju, si jaz enostavno ne predstavljam, kako bi mi lahko sami kreirali neke ideje, kaj je prioriteta, tudi recimo, če se omejim na elektrotehniko, kaj je prioriteta Slovenije na tem področju. Bi celo to rekel, manjša kot država, več imamo prioritet. Ne? Mislim, da je bil ta program dvakrat korigiran. To Nemci so zbrali 3 prioritete, ni 9. Ne? To striktno sodelovanje z industrijo je po mojem prepričanju ta prav pristop, da delamo te zgodbe naprej. In se mi prilagajamo, dejansko se mi prilagajamo potrebam industrije, lansiramo tudi svoje ideje, ampak jih morajo oni precenjevati oziroma tudi poslovno vrednoti. No, se pravi, da, kot ste rekli, je v minulih letih morda obratno so razmere glede prioritet in pa tistega, kar lahko recimo nek razvoj. Ja, jaz sem vsekakor vesel, da se to pozitivno vzdušje se čuti zdaj v industriji, ne, da se pripravljajo tudi razpisi, ne samo za strateška partnerstva, ampak po tisti ta pravi. Jaz sem tudi prej kolegu omenil, da smo zaznali zelo mogoče neko luknjo zaradi teh aktivnosti. V prejšnjem letu se je zelo veliko govorilo o teh prioritetah in naši industrijski partnerji so se nekako ustavili, nam je upadel obseg pogodb z industrijo, zato ker so vsi rekli, da imamo še počakati še par mesecev, bo nov razpis prišel ven, pa tudi če 10%, 20-30% dobimo sofinanciranja, je to vsekakor tudi pomemben prispevek pri razvoju v industriji. Tako da iskreno upam, da to, kar ste štartali, da boste čim prej peljali naprej, ker se lahko kakšni negativni učinki pojavijo, če ne bomo šli do konca. Sej, gospa Trčev, Tomelijo, to ne prihajate z leta, zelo progresivna panoga, ne naša, ampak vseeno, kako ste vi pozdravili to, recimo to skupno sodelovanje z gospodarstvom, oziroma univerze pa inštitutov z gospodarstvom. Tu bi samo spomnila, da je dr. Vostar na enih teh srečanj izjavil, da sta bila do zdaj to dva pohodoma nova, druga svetova, vsak zase, vsak sebi, dve entiteti, ki sta jih nekako zdaj z muko spravili skupaj. In v prihodnje bosta mogla sodelovati znanost in pa gospodarstvo. Kaj vi pravite? Torej, prihajam iz Leka, kjer pravzaprav ima znanje in razvojno delo dolgo, več desetletno tradicijo, tako da se čutim, oziroma ne samo jaz, verjamem, da 20% Lekovcev, ki delamo v razvoju, je povezanih z raziskovalnimi inštitucijami in temami precej dlje od začetka ideje oziroma pametne specializacije, kar je tudi edino naravno in je edino prav. Vsi smo enkrat hodili v šolo in na naše univerze in naše fakultete, mislim, da dajejo ekscelentno znanstveno podlago in razmišljanje, seveda pa potem, ko greš iz akademskih vod v gospodarstvo, v nek real life, je pa treba se naučiti še kopico drugih veščin in sestavljati tridimenzionalno sliko, ki bo tako, kot so moji predhodniki že v glavnem vsak po svoje dobro in prav povedali. Znanje mora rezultirati v novem izdelku, ki prinaša dobrobit stranki ali pacientu ali družbi kot celoti. Tako da znanje je treba pretvoriti v korist za posameznika, firmo in družbo. Mislim, da si tega želimo, verjamem, da si tega želimo tukaj vsi prisotni. Bila sem vključena zadnje leto kar v precejšnje število pogovorov. Rekla bi, da smo naredili velik korak na tej poti. Začeli smo res tako z drobcenimi vrtički, niti silosi ne bi mogel človek reči, ko je vsak za sebe
videl, kaj zna in kaj bi želel, ampak malo po malo so te ograje padale, ne? Malo na stičišču, malo na stormingih za pametno specializacijo in resnično nas je ta pobuda, ali pa obe pobudi, bom rekla, in stičišče in specializacija, sta vzvalovali to naše mirno morje in v pozitivnem smislu. Veliko se pogovarjamo in veliko prepoznavamo znanj eden pri drugem in v bistvu si vsi želimo delati koristne